Pa naj bodo šolske obveznosti, služba, družina ali kakšen drug pomemben dogodek. Dandanes smo vse bolj podvrženi stresu in nezdravemu slogu življenja. Za akcijo Ustavi se, v sklopu katere so potekali številni dogodki s ciljem ozaveščanja, je preko 2 milijona ljudi podarilo minuto na spletu tudi v skupno zavedanje. Kako pa si uradniki na visokih položajih, ko včasih ne poznajo ure s kazalci, vzamejo čas zase? Odkrito povem, da vedno več razmišljam o tem in da si tudi vedno večkrat ga vzamem takoj, ko je to mogoče. Dejstvo je, da je tempo, res visok, dneven, ampak se mi zdi, če dobro premisliš, da se pa da tudi zase nekaj narediti. Ampak to ne enkrat na teden, ampak vsak dan. Tako da se vedno bolj zavedam. Se pa tudi zavedam, da to prenašamo na naše občanke in občane in imamo res veliko stvari, predvsem od športa dalje, da lahko ponudimo za vsakega brez denarja, da se lahko ustavi. Jaz sem slab primerek, bi rekla, te akcije, bom pošteno povedala. Res je, da na tej funkciji ministrice je tempo res tak, da si v pogonu v bistvu 24 ur, tudi moj delovnik je cele dneve. No, ampak kljub temu pa si o soboto ali pa nedeljo, takrat, ko sem prosta, vzamem tisti trenutek, kjer grem na moj vrt, ker me to zelo sprošča, napolni z energijo in mi da mnogo novih idej. V okviru akcije je nastala tudi skladba z naslovom Dej se ustav v izvedbi Boštjana Nipiča, bolje znanim pod umetniškim imenom Nipke. Kako pa Nipke poskrbi za svojo minuto dobro izkoriščenega časa? Na Šmarno goro hodim zelo rad, če imam cajt, grem vsak dan, če je lep vreme, drugače kakšen tenis rad, kdaj odšpilam. Drugače pa dostikrat začilam tudi v naši plesni šoli, pa se malo spočijem med tem, ko gledam naše plesalce, kako plešajo. Ja, narava mi pa tudi sede. Si vzameš minuto časa zase? Minuto, 2. Kaj pa vi, kako se soočate s stresnimi situacijami? Ste jim kos? Si vzamete dovolj časa zase ali se vam zdi, da je vse skupaj preveč naporno? Ne čakajte na jutri ali, kot radi rečemo, ponedeljek. Začnite ta trenutek in se ustavite. Dej se ustav.